Tokrat v občinskem informatorju. Invalidi v Mariboru brezplačno na avtobus. Odprli večgeneracijski center Štajerske. Maribor dobiva občinski koncern. Jumik za obvladovanje migracij mladih. Skejterji zavzeli športni park Ruše. Dan odprtih vrat v domu Planinka. Lepo pozdravljeni. Začenjamo s pozitivno novico za invalide. Odslej se lahko brezplačno vozijo z mestnimi avtobusi in krožno kabinsko žičnico na Mariborskem Pohorju. Po prvih ocenah to pomeni olajšanje za 700 do 800 oseb. Invalidi in njihovi spremljevalci imajo možnost brezplačnih voženj po Mariboru, s čimer so jim olajšane vsakdanje poti. Tako se jim je izpolnila želja, na kateri so čakali 9 let. Invalidi so z sklepom, ki ga je mestni svet sprejel, zelo zadovoljni, ampak trajalo je nekaj let. Vsaka stvar se kali in ko v tem nekako pride do vrhunca, je v redu. Mi smo zelo ponosni, da nam je to uspelo. Predvsem, da bodo invalidi se lahko enakopravno vključevali v različne družabne aktivnosti v mestu, tako na področju bomo rekli, kulturnih prireditev, športnih prireditev, lahko se bodo vključevali tudi v društvene aktivnosti, lažje bodo dostopali tudi različnih drugih javnih inštitucij. Za pridobitev brezplačne vozovnice morajo invalidi izpolniti vlogo, ki jo dobijo na občini ali na Marpromu. Lahko pa jo oddajo tudi elektronsko. Doslej so jih na mariborski občini prejeli že več kot 250. Za prihodnje pomeni, da bo teh vlog še več. Mi ocenujemo nekje do 800, glede na kategorije invalidnih oseb, ki so upravičene do tega. Za prihodnje pa pomeni tudi to, da bomo s to pozitivno prakso nadaljevali potem tudi po letu 19-20. Na podlagi izpolnjene vloge in priloženih dokumentov invalidi pridobijo odločbo občine, s katero lahko dobijo izkaznico za brezplačni prevoz. To pa bodo morali pokazati ob vsakem nadzoru. Pred 8 leti, 9 je v Mariboru bil poskus z brezplačnimi vožnjami za osebe z varstvenim dodatkom. Takrat se je izkazalo, da je nekontrolirana brezplačna uporaba škodljiva za mesto, škodljiva za mestni promet, zato smo zelo previdni v napovedih in pa vsako uporabo teh brezplačnih izkaznic bomo strogo nadzirali. Istočasno direktor Marproma poudarja, da so vsi avtobusi v mariborskem mestnem prometu primerno opremljeni, da omogočajo dostopnost invalidom ter gibalno oviranim osebam. Mi imamo 64 avtobusov, od tega 51 za izvajanje javnega potniškega prometa in 4 v rezervi. Vseh 51, ki so namenjeni izvajanju javnega potniškega prometa, je prilagojenih za prevoz invalidov, so nizkopodni, so klimatizirani, imajo kniling. V bistvu smo vozni park v 4 letih popolnoma obnovili. Zgodba o širjenju brezplačnega prevoza pa s tem še ni zaključena. Tako v svetu invalidov kot v društvih in organizacijah invalidov si želijo, da bi mariborskemu modelu sledili tudi v primestnih občinah. Naslednji korak so torej pogovori z župani in svetniki. Nadaljujemo z združevanjem generacij. Uradno je odprt večgeneracijski center Štajerske s sedežem v domu Danice Vogrinec v Mariboru. Otvoritev so pospremili s plesom, petjem, programom, ki so ga sooblikovali starejši in mladi. Z odra med ljudi so razširili otvoritveni trak večgeneracijskega centra Štajerska. V stilu slogana Skupaj smo močnejši so se pred domom Danice Vogrinec zbrali člani številnih društev upokojencev, organizacij, ki spodbujajo kvaliteto bivanja v tretjem življenjskem obdobju in nenazadnje stanovalci doma. Nekaj posebnega, to kakšne prireditve imamo. To je nekaj posebnega. Je fajn, da vas mladi pridejo obiskat? Pa še kak lepo. Ker bojo tudi mladi stari gradli. Mi hodimo k telovati, pa smo prišli. To je nekaj posebnega vsako leto, ne? Pa veselje. Na odru so se že ob otvoritvi vrstili pripadniki vseh generacij. Kot poseben gost je zbrane razveselil znani glasbenik Marko Soršak Soki, ki je predstavil svoj projekt 20 za 20 in obljubil, da bo z instrumenti obdaril kar 100 šol. Tudi to je ena od mnogih oblik povezovanja, ki jih bodo vzpostavljali v večgeneracijskem centru Štajerske. Odpreti možnosti
za ljudi, ki so jih dejansko izgubili. Morda kdo po svoji krivdi, veliko pa tudi po krivdi tistih, ki jih danes seveda ni tukaj. In vsi, ki smo odgovorni in zadolženi za projekt, bomo naredili vse, da se čim več ljudi ponovno aktivira. Danes so tukaj otroci iz zavoda Pika. Tisti, ki niso imeli morda priložnosti predstaviti svojih talentov na način, ki jih bomo morda ponesli v tej družbi in poskušali bomo izbezljati in poiskati vse, ki so neupravičeno v tem mestu ostali brez priložnosti. Sedež VGC-ja je v domu Danice Vogrinec. Aktivnosti, ki so po večini brezplačne, pa bodo prek partnerskih organizacij razširili čez celotno regijo. Mariborski mestni svetniki so na redni četrtkovi seji podprli predlog mestne uprave za vzpostavitev mariborskega občinskega koncerna. V načrtu je, da bodo vanj združili lokalna javna podjetja. Svetniki se strinjajo z nujnostjo optimizacije dela javnih podjetij, a opozarjajo na obvezno kakovostno kadrovanje. Koncern naj bi nastal januarja prihodnje leto, svetniki pa so se z načrti seznanili na tokratni seji. Postavili so kar nekaj vprašanj, denimo Miloš Stevanovič iz Kluba samostojnih svetnikov Aktivni Maribor in Damir Orehovec iz SMC sta opozorila, da je vprašanje, katere osebe bodo postavljene na ključne položaje. Jelka Kolmanič iz Desusa je opozorila, da bi morala ključno vlogo igrati stroka, daleč od političnih kadrovanj. Strokovnjaki z Mariborske ekonomsko-poslovne fakultete pa so izpostavili, da bi nova ureditev pomenila večjo učinkovitost občinskih podjetij, morda celo nižje cene storitev. Mi predlagamo en ogromen sost, katerega kapitalska struktura bo težka med 150 in 200 milijoni, želimo si, da bo pol milijarde. Če hočete vprašati, kje so prihranki, bom dal en preprost primer. 10 javnih podjetij ima 10 kreditov, vsak za sebe po milijon, z različnimi zastavitvami premoženja. Če to združimo v 10-milijonski kredit, mislim, da je enostavno pri isti banki dobiti bistveno nižjo obrestno mero z bistveno manjšimi kolateralami. To je eklatanten primer prihranka. Po besedah župana Andreja Fištravca bo to privedlo do boljših storitev za meščane ter depolitizacijo javnih podjetij. Sprejemanje predloga o koncernu bo na dnevnem redu seje, ko bodo razjasnili podrobnosti. Ob tej temi pa so svetniki obravnavali tudi pravno podlago za uvedbo mobilnega plačevanja parkirnin. Seznanili so se tudi s poročilom varuha bolnikovih pravic Francija Prosnika, na katerega se je lani obrnilo nekaj več kot 500 ljudi. Mladi se selijo. Se bodo tisti, ki odidejo, vrnili ali pa bodo tisti, ki so prišli, ostali? To je le nekaj vprašanj, na katera bodo skušali odgovoriti s projektom Jumik. Slovenska nosilca projekta Jumik sta Mariborska razvojna agencija in Inštitut za ekonomske raziskave. Prizadevali si bodo izboljšati orodja za obvladovanje vplivov transnacionalnih migracij mladih. V projektu se osredotočamo na mlade migrante in smo jih opredelili kot prebivalstvo staro 15 do 35 let. Se pravi od pubertete do časa, ko so preživeli vse tranzicije, to je tranzicija končanje šolanja, potem ustanovitev družine, odhod iz starševskega doma, ekonomska samostojnost. Ne gre torej zgolj za odgovor na izzive in premagovanje ovir nastalih v nedavni migrantski ali begunski krizi. V projektu se ukvarjamo v bistvu z vprašanjem migracij. V Podonavju živimo namreč v mestu, kjer se je od leta 2008 do 2016 število prebivalcev zmanjšalo za več kot 23 tisoč. Živimo v mestu, kjer je negativni ne samo naravni prirast, ampak celoten selitveni prirast. Skozi projekt pa želijo oblikovati strategijo, ki bi jo lahko lokalne skupnosti uskladile z načrtovanjem svojega razvoja. Zanima nas, kaj se dogaja, ko ti mladi migrirajo. Kakšni so motivi, da odidejo, kaj je tisto, kar jih odrine iz njihovih domačih okolij, iz njihovih občin ali pa držav in kaj je tisto, kar jih pritegne v drugih državah. Projekt Jumik bo trajal do junija 2019. Mladi so tudi tisti, ki se vse bolj pogosto odločajo za rekreacijo in športne aktivnosti na prostem. V športnem parku Ruše so se preizkusili na skate contestu.
Nove športne površine ruškega skateparka so preizkušali rolkarji iz vse Slovenije. Ruše so ga res zrihtale, dobro park, tako da je odlično. Drugačni objekti, drugačen skatepark, se družiti malo. V Ljubljani ni nič podobnega, tako da to je eno golo dejstvo, žalostno sicer, ampak to je. Se mi zdi, da tu v primerjavi z dogodki po Sloveniji, da je kar dobro, ne? Ker prijajo tuji ljudje, zdaj imamo danes, ne vem, z Ljubljane, posod, tako pač pridejo ljudje. Tako da je v redu, ne? Dobra organizacija je, pa dobra lokacija, pa vse. Ne? En super park, radi se družimo tukaj, počutimo se dobrodošli, tako da zato smo tu. Ne? Skaterje je, če tudi brez rolke, prišel obiskat trenutno najbolj znani ruški športnik. Meni se zdi super, da se nekaj v Rušah dogaja, zato sem tudi prišel pogledat, da vidim, kako vse skupaj poteka, pa da malo podprem. Nenazadnje to pomeni tudi podporo sovrstnikom in prijateljem, ki so pripravili tradicionalno druženje in skate contest. Trudimo se, da vsako leto izpeljemo ta event, namreč udeleži se ga zelo dosti skaterjev res iz vse Slovenije. In upamo, da bo to res postalo tradicionalno, da bomo lahko govorili o dvomestnih številkah čez nekaj let in pa da živi ta subkultura tu v Rušah. Kot kaže, se je novi športni park vpisal na zemljevid mednarodnih stičišč, dovolj atraktivnih tudi za prvake te discipline. Volim vibru svega. Super je. Bil sem, ja mislim, predprošle godine, kad je bilo samo na ovoj strani, sad je 100 puta bolje. Baš se je lijepo park napravio. Ta skate event mi je definitivno ful zabaven, zato tudi vsako leto prijem sem, če imam le čas. Mi je res ful uživam. Posodobljeni športni park tako v skladu z napovedmi zares dobiva vsebino. Pohvale predvsem organizatorjem, kursov in pa kolegom iz Maribora. Pač damo na voljo infrastrukturo in tudi ta popolnevni zabavni del nekako bomo mi prevzeli. In se mi zdi, da to je ena taka zdrava kombinacija, ki jo zelo pozdravljamo in smo tudi zelo veseli, da so se odločili priti k nam to narediti. In vabimo seveda še vse ostale zraven, ker si želimo tega še več. Za konec maja in čez poletje pa že obljubljajo pester program. Za konec še ena izlet v hribe. V domu Planinka na Pohorju so praznovali 25. obletnico. Kot je za Center šolskih in obšolskih dejavnosti pričakovati, so pripravili nabor aktivnosti za otroke in odrasle. Slivniško Pohorje je lahko destinacija za izlet ali za šolo v naravi ali za naravoslovno športni dan. Odvisno od letnega časa spet. Po zimi največ časa preživimo na našem smučišču, se pravi pri poučevanju alpskega smučanja. Če snežne razmere dopuščajo, izvajamo tudi recimo teke na smučeh okoli našega doma. V ostalih letnih časih pa je recimo poudarek na orientaciji, lokostrelstvu, rolanju, kolesarjenju, pohodništvu. Lahko bi rekli tudi sobivanju z naravo. Ob našem obisku pa smo srečali gimnazijce, ki so Planinko izbrali za filozofski tabor. Preživimo tudi par dni, pa skupaj pripravimo na maturo, ki je zdaj malo pred vrati, pa tudi da bomo skozi predmortetni preizkusi filozofije, ki še nas čaka. Malo smo se odmaknili mogoče od šole, ker zdaj pač je matura in smo večinoma dijaki cel čas notri in se učimo. Zdaj pa smo prišli v eno tako fajno okolje, zunaj pa sveži zrak je, tako da to je res super, pa spodbuja še bolj učenje, se mi zdi. Se zbližaš s prijatelji, mogoče na tako malo drugačen način, ko si odmaknjen od ne ravno civiliziranega sveta, tako ne bi mogli reči, ampak mogoče tistega ustaljenega in se bolj pristno zbližaš, pa tudi naučiš se kakšne nove stvari, zato tudi je pač šola v naravi, ker v učilnici ne moreš toliko zvedeti na tem področju. Mene osebno je naučilo, kot sem povedal prej, sodelovanje, ampak definitivno te lahko nauči ne samo tega, ampak kako sebe izboljšati mogoče kot človeka. To v CŠD-ju Planinka počnu že 25 let. Poslanstvo učenja v naravi pa ocenjujejo kot vse bolj poseben program, še posebej za računalniške generacije. Vedno bolj se oddaljujejo od narave, od življenja v naravi in se nam zdi, da je to res ena taka priložnost, ko lahko naravo spoznajo na pristen način. To je bilo včasih samo po sebi umevno, danes pa to nažalost ni več tako, živimo pač v internetnem času, ko otroci vse več časa preživljajo za računalnikom in pravega pristnega stika z naravo je vse manj. Da bi privabili čim več zanimanja, načrtujejo postavitev pustolovskega parka že to poletje. Ob 25. obletnici pa so pripravili tudi dan odprtih vrat, kjer so ponudbo preverjali tudi ne več šolarji. Ker je lepo, ker je sred narave, ker imamo radi naravo in ker v končni fazi nas kot starše še čaka tudi, da otroke
damo vsem njim v dobre roke. Vso Pohorje, pravzaprav celi ta naš predel je tako poln energije in to pozitivne energije in tudi ljudje, ki hodimo recimo pogosteje na Pohorje, se mi zdi, da smo čisto drugačni, kot pa smo v dolini. Ni čudno, da pravijo, narava zdravi. Preverimo še, kaj se ta konec tedna dogaja v naših krajih. To soboto 20. maja ob 10. lahko obiščete vojašnico generala Maistra Maribor. Pripravljajo namreč dan odprtih vrat. V soboto ob 12. lahko preverite, kakšen bo novi spretnostni poligon oziroma Skills Park na Arehu. V soboto ob 18. pa bo pri izobraževalnem centru v Pekrah potekala osrednja slovesnost v počastitev pekrskih dogodkov. V nedeljo 21. maja je čas za malčkov šport. S tekom v Dravogradu pričnejo ob 10, od 15 naprej pa sledi malčkova zabava. Tako, želim vam prijeten konec tedna. Nasvidenje!